Gledate oddajo Klepet ob kavi. Drage gledalke in cenjeni gledalci, danes za Anito govoriva o čakrah in ko bomo začeli govoriti o čakrah, danes ne bomo začeli pravzaprav s prvo čakro, čeprav bo prva, ki jo bomo predstavili, ampak bomo začeli s četrto. Zakaj četrta? Res je, ja. Začeli bomo s četrto čakro, kar dejansko povezuje spodnje in zgornje čakre. Torej najpomembnejše na nek način? In dejansko so najpomembnejše čakri srčna in pa solarni pleksus. Tudi če tako malo povežemo, drugače se čakre povezujejo tudi s planeti. Mi imamo dejansko v svojem telesu vse planete. In naprimer naše srce je Luna, solarni pleksus je pa Sonce. To je četrta in tretja. Tako, ja, četrta in tretja. In dejansko sta na nek način najpomembnejši, v bistvu sta kot neka osnova, ampak seveda je pa pomembno ravnovesje vseh čakr. In srčno začnemo, ker ima največje elektromagnetno polje. Dejansko je srce to, ki poganja vse. In pomembno je, da je srčna čakra aktivirana, da je prave velikosti, da teče v pravo smer, da je balansirana, da gremo potem lahko naprej v ostale čakre. Na ta način dejansko dosežemo najboljše rezultate. Okay. Povej mi, prosim, kje točno se nahaja, kakšne barve in kakšen kristal ji paše? Tako, v bistvu nahaja se na področju prsnega koša, za prsno kostjo in je takšne sijoče zelene barve, lahko pa tudi roza. Kristale, katere bi povezali, so naprimer zeleni aventurin, žad, roževec. Sprav vsi takšni bolj res lepi zeleni, živozeleni kristali in pa tudi nežni roza. Okay. Kakšna je pravzaprav funkcija srčne čakre? Povezana je naprimer s pljuči, s srcem, z našim dihanjem, s timusom, se pravi uravnava. Njena funkcija je dejansko to, da smo mi zares lahko globoko srečni. Evo, to je bila ena takšna osnovna funkcija, ker če srčna čakra ni v balansu, tudi mi dejansko ne moramo imeti te ene res prave sreče, katero čutimo noter v sebi, te prave radosti, brezpogojne, čiste ljubezni, sočutja do sebe in do drugih, sprejemanje. Tako lahko bi rekli, ne vem, vsi ljudje si želimo biti sprejeti in ljubljeni. In vse to je naprimer srčna čakra. To si zdaj opisala v bistvu trenutke oziroma občutke, ko čakra verjetno dobro deluje, ne? Ja. Kaj pa, ko ne deluje dobro? Kaj se pa takrat dogaja z nami? Recimo, če srčna čakra ni v ravnovesju, potem, če malo pogledamo fizično, lahko so težave z dihanjem, težave s pljuči, težave s srčnim utripom, lahko je prehiter, prepočasen, potem so naprimer razne avtoimune bolezni, so tudi povezane s srčno čakro. Se pravi, manjša odpornost, imunski sistem je tudi slabši. Mi smo... Naprimer, žalost je en tak velik problem srčne čakre. Ena taka globoka žalost pa nesposobnost odpuščanja, sprejemanja stvari. Vse to se dogaja, kadar srčna čakra ni v ravnovesju. Takrat ne sprejemamo sebe, drugih. Mislim, kakorkoli, če sebe ne sprejemamo, tudi drugih ne sprejemamo in za začetek moramo itak najprej sebe sprejeti, da lahko potem tudi druge. Tako da vse to bi bila takšna glavna neravnovesja srčne čakre. Kaj pa lahko naredimo pravzaprav, da to popravimo? Oziroma, veš, kaj me zanima, ne? Torej, na nek način, če imamo v nekem trenutku, torej naša čakra ne deluje pravilno, je lahko naše razmišljanje, v bistvu naša dejanja so lahko drugačna, kot bi bila sicer? Definitivno. Wow, to je pa kar tako zaskrbljujoče. Definitivno, če imamo mi v sebi zamere, pa da imamo stare zamere, pa da recimo sami si ne dovolimo biti, če pogledamo samo odnose, da si ne dovolimo biti z nekom blizu, ja, seveda se obrnemo na čakro. Ali pa, če pogledamo naprimer še odnose, dostikrat je težava, dostikrat ženske rečejo, ne vem pa, dobim partnerja, pa ga ne zadržim, pa potem nekaj ne gre, pa tako. Dejansko je tako, da privlačimo, da dejansko pritegnemo v življenje partnerja, to je druga čakra. Da pa potem mi gremo lahko iz te zaljubljenosti in iz tega bolj samozadovoljstva v nekaj več, v pravo bližino, pravo čisto ljubezen, v to, da zares lahko z nekom živimo, to je pa potem srčna čakra. In kako je v bistvu lahko, ker zdaj verjete, nas vse zanima, ne? Kako je lahko mi spodbudimo, da bo fajn delovala, torej kako je pravzaprav okrepiti? Ja, zdaj že tako en čisto enostaven način smo že rekli, so kristali. To je nekaj, da niti ne rabiš razmišljati, enostavno nosiš ali pa si polagaš na mesto srca. Potem so tudi afirmacije. Afirmacije sem tudi pripravila, mislim, da bodo zapisane. Se pravi, s ponavljanjem afirmacij. Ampak to ni samo, da ti afirmacijo prebereš, dejansko je pomembno, da gremo čim bolj v telo in da si dovolimo, da to afirmacijo začutimo.
in pa seveda z energijskimi vajami, lahko tudi s tapkanjem, tako marsikaj. No, Anita bo seveda tudi pripravila čudovito delavnico, ki se lahko udeležite tudi vi, in sicer v marcu, je tako? Ja, meseca 5. marca. Torej, kako postati sam svoj mojster, torej čakr, da boste lahko sami sebi pomagali in potem seveda, če bojo dobro vadili, potem verjetno lahko tudi drugim pomagajo, ne? Ja, to vsak potem ve zase, ne, dejansko, mislim, to je tako, odvisno, kdaj je kdo pripravljen, kdaj ni, to jaz težko rečem, ampak definitivno zase in naprimer za bližnje, za partnerje, za otroke lahko. Se tako moramo na sebi največ, ne? Ja, najprej moramo vedno na sebi. In to ni projekt enega dneva, verjetno, ne? Ne, to je stil življenja. Stil življenja, no, evo, wow, to pa je. Definitivno. Torej, delavnica za vse tiste, ki vas čakre zanimajo, lepo vabljeni torej na klepetobkavi.si, si lahko preberete več informacij, kako priti na delavnico, torej, da se lahko prijavite. Anita, zanima me, zdaj, srčna čakra torej ima že ime tako res močno, ne? Pa vseeno, ali je dovolj, torej, da si torej sami sebi, kot si rekla, pomagamo, torej, kot nas lahko naučiš, kakšna stvar pravzaprav lahko stira sprav? Oziroma, a veš, a so to trenutki, ne vem, da nekoga vidiš, pa ti malo poslabša dan, pa je v bistvu že srčna čakra v tem trenutku ogrožena? Je to tako hitro, v bistvu moramo toliko jih negovati? Odvisno zdaj, koliko smo mi močni in tudi koliko smo ozemljeni in dejansko koliko smo v svojem centru. Ker bolj kot smo mi v svojem centru, kasneje nas bo nekaj zunanjega kar tako zanihalo, da bomo takoj v neravnovesju. Ampak ja, definitivno je vsakodnevno nega in tudi tako je vajce, ki se jih bomo naučili. Tudi potem, ko bodo ljudje delali vaje za druge čakre, dejansko je vedno, vsak dan se začne vaje na srčni čakri, in šele potem se doda čakro, na kateri želimo takrat delati. V bistvu tako, da smo res v svojem ne? centru. Ja, da se res vedno neguje. Zdaj moram te vprašati, kako se pa torej ti prizemljuješ? Jaz se prizemljujem kar dost, ker imam tudi sama malo tendenco k tem, da nisem toliko, naprimer, prizemljena, ker to je spet odvisno od naše natalne karte, od en kup stvari, zakaj je nekdo kakršen je. In dejansko se prizemljujem, najenostavnejši način je to, da naprimer hodim bosa, potem pa tudi, ko sediš, da res dajemo pozornost na naša stopala. Stopala? Ja, kaj stopala? Stopala nas dejansko prizemljujejo in to bomo več povedali pri prvi čakri. Wow. Jo, viš, kaj me še zanima? A je možno, da ti preveč dela srčna čakra? Ja, možno je. Možno je, da je srčna čakra čist prevelika, da čist preveč dela. Torej kaj, v obliki lubenice govoriva, recimo, če so nekaj prevelikosti? Lahko celo večja, lahko je tudi tako široka, če je preveč odprta, kaj pa to pomeni. Takrat bi mi pa vse naredili sam za druge, pa drugim bi vse dali, pa se sem razdajemo, mi smo čedalje bolj utrujeni, prazni, žalostni in ja. Torej balans, ne, ravnovesje vedno je iščemo. balans, vedno je pomemben balans in da je res prave velikosti. Da ni zaprta, da ni preveč odprta. Torej, rekla si, da je lahko je zelene barve, lahko je pa roza. Od česa je to odvisno? To je tako ena malo globja stvar, ampak dejansko niti ni tako pomembno in tudi aktiviramo jo lahko z eno ali pa z drugo. Čeprav načeloma nekako jo pogostejše z zeleno aktiviramo, ker je pa spet to neko novo življenje, rast in tako. Kaj pa otroci? Imajo otroci tudi pravzaprav že te čakre? Lahko tudi, ne vem? Lahko, ja. Lahko, zaradi tega, ker dejansko so čakre planeti v nas, tako kot sem rekla, in v bistvu mi se z določenimi stvarmi rodimo. Se že odvisno, v katerem znamenju imamo določen planet in dejansko nam je že na nek način zapisano, da nam nekatera čakra že samo po sebi deluje bolj, nekatera malo manj. Ampak z energijskimi vajami se pa dejansko vse to uravnava in se dejansko vzpostavi balans. Se pravi, s tem energijskim delom gremo dejansko tako globoko, da lahko na nivoju natalne karte spremenimo delovanje svoje čakre. Wow. Veš, zakaj sem te za otroke vprašala? Ker bi rekla, otroci so še tako neobremenjeni, pa tako ne. Bi rekla, da njihova srčna verjetno zelo dobro dela, veliko manj težav, kot pa mi odrasli. Definitivno, ker mi potem itak tekom življenja se sorte poberemo, otroci imajo čistejšo energijo, ampak je pa spet odvisno, nekateri so bolj občutljivi, pa imajo tudi lahko preveliko čakro otročki. Torej to dejansko tudi primerno, da lahko potem z otroci, ne? Lahko, ja, lahko. Je pa vedno tako, da dejansko moramo mi najprej delati pri sebi in tudi, če hočemo delati z otrokom, s partnerjem. Ni namen, da mi na koga silimo, da nekaj dela, ampak da dejansko se s to osebo pogovorimo in če je otrok manjši, seveda, če njemu zabavno, da dela z nami vaje, naj jih dela. Če mu pač ni, ne silimo. Ampak tako nekje od 10. leta naprej definitivno lahko.
Ja, super. Anita, hvala lepa za vse Hvala. te informacije o srčni čakri, kot smo rekli danes in jo tudi predstavili. Še enkrat lepo vabilo na delavnico, ki bo marca, kako postati sam svoj mojster čakr. No, to bo tudi zanimivo. Ko me čaka že, ne? Ja. Tako, mi pa se vidimo zopet prihodnji teden, ko bomo govorili že o naslednjih čakrah. Lepo vodite. Anita, hvala za obisk. Hvala.